Poznobaročni slikar Andrej Herlajn, ki sodi v čas izteka baročnega slikarstva v srednji Sloveniji oziroma na Kranjskem, je pravzaprav zadnji mojster, ki še obvlada baročno tehnologijo, baročen izraz in je tudi slikar, ki je pravzaprav v Ljubljani v zadnji četrtini 18. stoletja bil edini, vodilni in opazen mojster baročnega slikarstva, tudi mojster, ki je obvladal različne slikarske zvrsti, seveda v prvi vrsti cerkveno slikarstvo, ki je bilo še takrat tudi vodilna panoga v likovnem naročanju pri umetnikih. Drugo je potem zaslovel predvsem kot portretist, saj je kot državni mož v Ljubljani, bil član raznih društev, tudi bil potem povabljen za izvedbo številnih portretov. Med njimi je seveda cela serija dobrih 30 portretov ljubljanskih strelcev. In s tem je Herlajn pravzaprav ustvaril galerijo poznobaročnega meščanstva v Ljubljani in pravzaprav historično dokumentiral podobe, ki se v arhivih tako ali drugače pojavljajo. To je portretno slikarstvo in nekaj posebnega v njegovem opusu, tudi posebnega v kranjskem poznobaročnem slikarstvu, so njegove krajine. V krajinah, ki so bile sprva znane 5, danes znanih 4, je Herlajn, ne vemo po kakšnem naročilu, ampak zelo zvesto in natančno upodobil poglede na Ljubljano iz različnih koncev Ljubljane. In te vedute, ki jih je ustvaril, so pravzaprav v nekem pozitivističnem smislu topografija krajine, ki ni izmišljena, ampak natančni posnetki, in zato so te slike tako dragocen dokument Ljubljane in njene okolice v poznem 18. stoletju. Edini primeri do tistega krajinarstva, ki se šele z romantiko uveljavi sredi 19. stoletja. Seveda Herlajna tudi imenujemo nemško-slovenski slikar. Rojen je bil leta 1738 v Würzburgu na Nemškem. Ne vemo, kako je bila njegova življenjska pot. Vemo samo, da izhaja iz slikarske družine, saj je bil njegov oče slikar, oba starejša brata. Njegova pot ga je pripeljala v te kraje nekje verjetno preko Dunaja. Najprej se pojavi v takratni vojaški trdnjavi v Karlovcu. In v Karlovcu imamo podatek, da se leta 1763 poročil. To je prvi oprijemljiv podatek iz njegovega življenja. Tudi po nekaj letih se Herlajn, ne vemo iz kakšnih razlogov, preseli na Dolenjsko. In na Dolenjskem, kar kažejo številna njegova dela, ki se nahajajo po tamkajšnjih cerkvah, se potem okoli leta 1777 preseli v Ljubljano. Ta selitev v Ljubljano je narekovalo njegova zaposlitev na ljubljanski trgovski šoli, kjer je učil risanje. Postal je učitelj risanja na realki in na tej realki je potem do svoje upokojitve leta 1804 deloval kot učitelj risanja, ampak v tem času je seveda ustvaril številna dela za cerkvene naročnike, portrete, tako da je pravzaprav se z njim izteče poznobaročno slikarstvo na Kranjskem.